This conference will now be recorded. Tako da prosim, da tisti, ki ne govorite, v bistvu izklopite mikrofone. Tisti, ki bi radi besedo, da v bistvu odprete mikrofon ali kamero, tako da bomo vedeli, da se prijavljate k besedi. Lahko pa tudi napišete, da se prijavljate v sam chat oziroma govorno okno po slovensko. Tako da to so te tehnični detajli. Zdaj bi pa prepustil v bistvu besedo Darku tebi, ali kar županu za uvodne besede, kako smo videli. No, jaz lahko samo pozdravim. Veseljem, da smo prišli do tega dosežka slikanice, ki prikazuje življenje na Kaštelirjih, in pa da bomo v tej priliki predstavili še nekaj dosežkov občine Izola v tem projektu in seveda predajam besedo gospodu županu. Hvala lepa, dr. Darovec, spoštovani kolegi in kolegice. Lepo pozdravljeni na spletni novinarski konferenci. Zagotovo bi bilo, da bi ste direktno videli, ampak v stavku je nepočeno, ampak tudi to je način, da si povemo, kaj smo načrtovali oziroma kakšni so projekti. Kaštelirji zagotovo bodo strokovnjaki o tem veliko več povedali, ampak ob dejstvu, da imamo v tem širši regiji preko 550, govori o tem, da je to neka kulturna dediščina, ki jo je potrebno izkoristiti, pa ne samo v smislu raziskav naše pretekle zgodovine, ampak predvsem zaradi priložnosti, ki jih ta gradišča nudijo. Tukaj imamo v mislih sprejeto strategijo razvoja turizma v občini Izola, ko govorimo o 365-dnevnem butičnem turizmu, in Kaštelirji so lahko zagotovo ena izmed teh priložnosti. Govorimo o butičnosti, govorimo o izjemni kulturni dediščini in tukaj bi se res rad zahvalil vsem, ki so prispevali, da so ta projekt Kaštelirjev v Izoli poživeli oziroma delajo naprej. Pred nami je veliko izzivov in verjamem, da bo ta prvi zagon rodil še veliko dobrih projektov, od zgibanke, ki imamo danes tu, do drugih dejanskih turističnih produktov, ki bodo zagotovo ponesli ne samo Izolo, ampak sploh to kulturno dediščino naprej. Tako da želim vam uspešno delo in naj izkoristim priložnost, da se zahvalim avtorjem za prvo delo, ki je tukaj, in še bodoče aktivnosti, ki jih boste izvedli, in verjamem, da bodo še v pravo smer. Hvala lepa. Hvala, gospod župan. Zdaj bi pa predlagam, da predstavimo nekako slikanico in potem, kot že povedano, nekaj dosežkov, konkretnih na terenu. Bi seveda sedaj kar pozval avtorico Tino Rožac, za njo pa ilustratorja Matijo Cipuriča, oblikovalca Žiga Paletiča in predstavnika založbe Buča Sama Nova. Tina, se slišimo, si na vezi? Sem na vezi, samo kamera, se opravičujem, nekaj ne deluje, tako da bi delila svoj zaslon, pa bi prosila, če mi poveste, ali to deluje. Deluje. Deluje, odlično. Samo prezentacijo spodaj desno, tako je. Ja, pa moram najprej nekaj drugega. Okay. No, tako, jaz bom nekaj besed povedala o zgodbi in o njenem nastanku. Zgodba je začela nastajati pred dobrim letom dni, ko so se z Darkom sestala ob kavici nekje v Istrskem zaledju in se dogovorila, kakšen bo nek grob okvir zgodbe, predvsem pa kakšno naj bo zgodovinsko ozadje. No, založil me je z enim kupom literature in slik iz bronaste dobe, torej Kaštelirjev, nakita, obrti, orodij, orožij, rastlin, jedi, oblačil in podobno. No in tako se je začela moja zgodba o Kaštelirjih.
Preštudirala sem projekt in se poglobila v čas in prostor, ki ga projekt Kaštelir razisuje in promovira, in ob bogatem slikovnem materialu odpotovala v bronasto dobo in poskusila sem nekako vstopiti v čevlje ljudi, ki so v bistvu takrat hodili tukaj, ne, pred mnogimi stoletji, tako kot zdaj mi. No, ko sem se potepala po naših krajih, sem razmišljala, kako so živeli, kako so gradili zidove, kako so se varovali pred divjimi prašiči, na primer, pred drugimi zvermi, kaj so si kuhali, kaj so pravzaprav ves čas počeli. In nenazadnje, kako so se med njimi spletale tudi različne vezi, kako so se zaljubili, kaj jim je v bistvu pomenilo sploh življenje. Doživeli so niljo starost, a v moji glavi se je zdelo njihovo življenje bolj pristno, bolj polno. Bili so v stiku z naravo, čas so posvetili drug drugemu, potovali so veliko, ne, peš, z osli, z mulami, s konji in zares so poznali našo pokrajino. Z njo so živeli in izkoristili tudi zaklade, ki jim jih je ta ponujala. Rastline, živali, les, kamen, sol in podobno. Seveda vse ni bilo tako rožnato, pestilo jih je veliko težav in skrbi, no in vse to skupaj sem želela nekako zajeti v zgodbo. Na ta način se je počasi spletla zgodba o dveh mladih junakih, Diti in Aviku. No, že imena glavnih junakov zvenijo nenavadno, potem pa imamo tu še druge, na primer Magapla, Fervaloka, Galgo, Hostja in tako dalje. No, kako sem prišla do teh imen, nisem si jih kar zmislila. Prebrskala sem po literaturi, predvsem po delu Mateta Križmana, Rimska imena v Istri. No in v tem delu so obravnavana tukajšnja imena iz bronaste dobe, ki so jih našli v starih napisih, zapisih. Takrat so imela vsa imena nek pomen in to sem tudi izkoristila. Poiskala sem taka, ki so na nek način opisovala junake in antijunake zgodbe. Dita je, na primer, tista, ki vidi, Aviko je ljubljen, Poplika je močna, Hosti je tujec in podobno. No, o zgodbi ne bi želela preveč razkriti, naj bo to prepuščeno bralcu. Naj povem le, da glavna junaka prihajata vsak iz svojega kaštelirja. Eden iz Medvedjega, drugi iz Jelenjega, oziroma druga. Kaštelirja sta od nekdaj sprta in živita v sovraštvu. Mali Aviko se nekega dne z mamo odpravi v gozd, kjer mamo napade merjasec. Aviko zbeži in se zateče v tako temno jamo, hladno in po dolgi mrzli noči ga zjutraj tam najde Dita iz sosednjega kaštelirja. Odpelje ga domov in tako se prične njuna večletna zgodba o odraščanju in o ljubezni, vrtincu nadnaravnega in usode. No, ko sem zgodbo zapisala, to še ni bilo konec, ne, ta še ni bila dokončana, potrebnih je bilo še kar nekaj usklajevanj glede zgodovinskih dejstev. Na primer, kje so pokopavali ljudi, kako so praznovali, katera glasbila so sploh poznali, ali so takrat že poznali vino, žganje, katero sadje so nabirali in podobno. No, pri vsem tem so mi s svojim znanjem pomagali Darko Darovec, Žiga Oman in Maša Zakara, za kar sem jim zelo hvaležna, ker je bilo zelo dobrodošlo. No, počasi je začela slikanica dobivati svojo končno podobo in kot eno veliko piko na i so na založbi izbrali tudi ilustratorja Matijo Ciporiča. Njegove podobe, ki si jih je ob branju v bistvu te moje zgodbe ustvaril, so krasno ilustrirale mojo domišljijo in vesela sem, da mu je uspelo v ilustracije tako v bistvu slikovito ujeti in zgodbo in duh tedanjega časa. Tako je nastala izjemno bogata slikanica, ob kateri lahko zgodbo pripovedujemo tudi najmlajšim, vendar pa v samostojnem branju bodo pa najbolj uživali otroci druge triade, kako bi jaz to ocenila. Zanimiva je zagotovo tudi za starejše bralce, predvsem zaradi nekako te simbolike, ki jo razkriva, oziroma ki jo skriva v bistvu v sebi, pa tudi zato, ker je, lahko bi rekli, pričevalka naše pozabljene preteklosti. No, morda bo ob njej kdo našel tudi pot do ostankov kakega kaštelirja, ki se jih na našem ozemlju ne manjka. Hvala, to bi bilo z moje strani vse.
Tina, najlepša hvala za to izčrpno, bi rekel, predstavitev. Naj povem, seveda, da je slikanica prosto dostopna tudi na spletu, poslali smo vam linke in seveda lahko jo tudi najdete po Google brskalniku. V vseh 4 jezikih, torej v slovenščini, italijanščini, hrvaščini in v angleščini. Lepo se vrti, tako da je res privlačna. No, bi pa sedaj pozval ilustratorja, Cipuriča, če je vtis pove. Pozdravljeni. Se slišimo? Ja, ok. Najprej naj povem, da sem imel majhne tehnične težave, vas nisem slišal najboljše. Tako da ne vem, kaj točno je bilo že v slikanici rečenega. Moram pa reči, da meni je bilo samo sodelovanje na tem projektu predvsem zelo všeč, ker kot umetnostni zgodovinar se tudi v svoji ilustraciji rad ukvarjam z zgodovino. Tako da, ko me je založnik povabil k sodelovanju, sem takoj rekel, ja, pač brez razmišljanja. Zdaj, če koga kaj zanima, lahko vprašate. Drugače pa o samih ilustracijah lahko povem, da sem natančno preučil te zgodovinske okoliščine, preučil sem tudi vse gradivo o zgodovinskem dogajanju na tem področju in tako dalje, in tudi arheološke najdbe, tudi rekonstrukcije in tako dalje, da sem potem čim bolj natančno, pa čim bolj verodostojno upodobil to življenje takratno. Najlepša hvala, gospod Matija Cipurič. Ne pove še, da je Matija diplomiran etnolog, zato mu je bilo to verjetno še lažje in tudi bližje srcu, da se je dejansko poglobil v te upodobitve. Bi pozval zdaj še Žiga Valentiča, oblikovalca, če je tu med nami. Rekel je, da bo, pa žal ga ni, bo pa potem namesto njega še in še zanj povedal založnik Sabo Vadnov, ki ga sedaj pozivam k besedi. Slišimo? Se slišimo. Dober dan želim. Vesel sem, da smo se takole zbrali, čeprav jih kar precej vidim manjka. Tina je že tako večino stvari povedala. Jaz sem bil počaščen, da so me povabili k sodelovanju, oziroma da sem se lahko prijavil, ker že od nekdaj ukvarjam z željo, da bi v Sloveniji dajali čim več izobraževalnih slikanic. Tako da besedilo mi je bilo v redu in srečen sem, da sem spoznal Matija Cipuriča, ki je magistriral iz zgodovinske ilustracije in je res naredil svoje delo res izvrstno, tako da je tudi tiste detajle, ki jih morda površen bralec v slikanici, oziroma jaz temu rečem ilustrirana knjiga, morda prezre, da je poudaril recimo tudi, kako so pridobivali sol v posodah in cel kup takih malenkosti. Poleg tega bi rekel, da je to en prav nov pristop, namreč v zadnjem času je kar v porastu zgodovinska slikanica v Sloveniji, samo ta je taka res, ne mi ne zameri Matija, pop, je res taka prisrčna in se mi zdi, da bo otrokom res blizu. In seveda besedilo je zanimivo za vsa starostna obdobja. Zdi se mi, da če človek dobi tako pač, oziroma če so na voljo sredstva iz Evrope ali pa od občine, države, kogarkoli, da moramo knjigo narediti čim boljšo tako, da bo primerna za več generacij in da ne bo utonila v pozabo. Hvala lepa. Hvala, gospod Samo. Ceni me, da kot založnik z dolgoletnimi izkušnjami
to publikacijo tako ocenjujete. Za konec ob tej predstavitvi pa mi dovolite, da preberem mnenje naših najuglednejših primerjalnih komparativistk, profesorica na primerjalni književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani, ki smo ji poslali to bolj kot v pregled, pa je dejansko zadevo zelo pohvalila, pravi tako: z veseljem sem prebrala na začetku in koncu mitske, vmes pravljične osnove je nastala zelo slikovita zgodba. Dobro izpeljani zapleti in motivacije dogajanja, posebej z merjascem in za ponovno sožitje obeh kaštelirjev. Kača, ki ne planjena dečka, in zaponka, ki jo deček skrivaj kupi, sta pa zelo nežna prizor. Tudi motiv Mavrice je super izpeljan, povezuje bogove in človeka v isti skupni svet preko dečkovih oči. Vse povezanost v mitskem svetu, torej kot filozofska mitska totaliteta. Tako, sedaj bi pa od te mitske totalitete prišli na konkretno, in sicer na konkretne dosežke na terenu, torej Kaštelirja nad Hortami, ki je v ospredju tudi projekta Kaštelir, ki ga sofinancira Interreg Slovenija, Hrvaška. Vodilni partner je občina Komen, eno od partnerjev pa smo torej Inštitut Iris in občina Izola. Občina Izola je tudi eno tisti, ki je pravzaprav na začetku dala pobudo tudi za tovrstni projekt, saj so že nekaj let prej torej na samem terenu tudi izkopavali, odkrivali te posebnosti, ki so bile kar precej že pozabljene in tudi precej tudi torej angažirali lokalno prebivalstvo, da se je seznanilo s to bogato preteklostjo. In bi predal besedo Iztoku, da te dejavnosti tudi na kratko prikaže. Prosim. Hvala, lep pozdrav za tisti, ki me ne poznate, sem Iztok Škerlič in opravljam pač naloge vodenja javnega zavoda za razvojne projekte občine Izola, ker smo tudi v bistvu izvajamo za občino Izola tovrstne in še druge evropske projekte. Torej, kot smo videli, za vsak, bomo rekli, trajnostni turizem je potrebna dobra zgodba, ki jo nedvomno imamo. Pomembna pa je tudi kakovostna infrastruktura, da bi lahko zagotovili petzvezdično doživetje v turizmu, kot se danes k temu danes vsi strmimo, in k zelenemu butičnemu turizmu. No in ravno temu smo mi namenili naš Kaštelir pri Čedljah, Pradno, oziroma pri Kortah. Vidite vas Korte, zaselek Čedlje, ki sedaj paše s Kortami, in nad tem se razprostera naš Kaštelir. Okoli samega Kaštelirja, ki je arheološko najdišče, in tukaj me bo še verjetno naša Šekara kasneje dopolnila, predvidevamo ureditev več poti, tako vaško pot, ki bi predstavlja znamenite v bistvu, bomo rekli, značilnosti arhitekturne strnjene vasi Korte, botanična pot, ki je zeleno, ki jo razvijamo skupaj z partnerjem Univerzo v Mariboru, in potem je sama kaštelirska pot, ki v bistvu bo peljala skozi Kaštelir in bo omogočila prikazovanje dejansko same zgodbe, ki smo jo slišali, bomo rekli tako, in situ oziroma na kraju samem. Z rdečo barvo pa je označeno v bistvu samo arheološko najdišče Kaštelir, tako da si tudi malo zamislite glede veličine. V okviru projekta smo naredili tako imenovani LIDAR posnetek, to je posnetek, ki omogoča prepoznavanje reliefa brez rastja, in tukaj vidimo nekaj značilnih v bistvu značilnosti samega Kaštelirja, ki so opisani v knjigi, torej prvi obrambni nasip,
drugi obrambni nasip in v bistvu sam, bomo rekli, center oziroma Akropola, kot se imenuje, in kot zanimivost na tem delu, kot boste videli v nadaljevanju, smo tudi že obnovili samo Kažeto. V sodelovanju v bistvu z različnimi inštitucijami je bilo izvedenih nekaj arheoloških najdišč in to je arheoloških izkopavanj na najdišču. To je bila tudi v bistvu osnova za to, da smo lahko šli v tako valorizacijo, bomo rekli, same zgodbe in samega Kaštelirja. In tukaj najbolj dragocena artefakt, ki je bil najden, je tako imenovani kaštelirski gonič ali kaštelirski pesek, ki je bil najden in ga tudi vidite, in tukaj bomo tudi valorizirali zgodbo. Želeli smo vključiti v celotno zgodbo prebivalce, kajti brez njih v bistvu je nemogoče zasnovati dobro zgodbo na trajnostni način, zato so bile izvedene več delavnic in tudi leta 2019 in 2020 smo izvedli prvi in drugi festival od Histrov do Rimljanov, ki poteka na enako noči in je nadgradnja že v bistvu preteklega dogodka pohoda z baklami na Kaštelir, ki ga je Center za kulturo, šport in prireditve že prej organiziral. Tukaj vidimo shemo, ki spominja na tisti lider posnetek in infrastrukturo. Torej, najprej o prvem nasipu bo informativna tabla, ki bo nekaj povedala več o prvem nasipu, pri drugim se bo to ponovilo, tako da bomo imeli nekaj več informacij o drugem nasipu. Naprej bo tabla, ki bo napotila na obnovljeno Kažeto in na koncu bo v bistvu didaktična točka, ki bo omogočala v bistvu prezentacijo tega Kaštelirja skozi čas in tudi z arheopeskovnikom. To so v bistvu table, tako bojo izgledale, so že dejansko dizajn že izdelan. Tudi za otroke bo taka vrtljiva struktura, ki bo imela didaktične elemente zanimive za otroke, medtem ko v bistvu se bojo lahko starši ali pa starejši poglobili v samo zgodbo in interaktivnost bo tudi zagotovljena preko drugih orodij, ki jih razvijajo drugi partnerji v okviru projekta. Tako v bistvu nekaj zadev je že konkretno narejenih, kajti dela že tečejo v bistvu od decembra, predviden zaključek je do konca meseca junija. Obnovljena je bila Kažeta, tako kot je izgledala nekoč, torej kot zatočišče za, bomo rekli, za poljedelce takratne, o tem bo sicer Maša več povedala. Obnovljeni bojo tudi mestoma, bojo obnovljeni suhozidi v suhozidni gradnji in tudi v suhozidni postavitvi bodo mestoma na različnih krajih, približno 30 kvadratnih metrov, bo v bistvu obnovljen tudi tlak. Zbirali smo taka najbolj problematična mesta, kjer se največkrat zadržuje voda, da s temi posegi pač tudi olajšamo dostop. Sama pedagoška točka na koncu bo obsegala v bistvu fotookvir s pogledom na soline, dva arheopeskovnika, kjer bojo lahko otroci podoživljali arheološka izkopavanja na tem območju in predviden je tak oder z mini amfiteatrom, kjer bo omogočal neke dotične dogodke in manjše kulturne prireditve ter občudovanje samega razgleda preko pokala, kajti na samem Kaštelirju se razteza pogled na eni strani od Triglava do Kvarnerja preko Učke in drugih okoliških krajev, ki bojo pač označeni. Sama infrastruktura, bomo rekli, te opreme bo zelo naravna, kombinacija kamna, fliša in lesa, tako kot jih že poznamo z drugih krajev, recimo v Strunjanskem pristanišču, in tudi to v bistvu smo želeli nekako povezati. Ta Kaštelir je bil zagotovo morsko naravnan, da rečem tako, in tudi zaradi tega smo hoteli skozi to infrastrukturo enotno
ponazoriti to, bomo rekli, enotno zgodbo naših krajev. In sam relief zaradi arheološkega najdišča bo tudi postavitve nekako amfiteatra sledile naravnemu reliefu brez nekega temeljenja ali posegov v tla. Tukaj vidimo v bistvu to malo atraktivnosti, ki bomo dodali in sicer s fotookvirjem, s prekrasnim pogledom, kot rečeno, na soline in Bernardin, Portorož in ter druge vse, bomo rekli, v južni smeri, vse, kot rečeno, do Kvarnerja se razteza za pogled. Del bo tudi urejena v bistvu notranja infotočka, ki bo nekako prvi sprejem za obiskovalce, in sicer je to preddverje doma krajevne skupnosti, kjer bojo v bistvu z grafikami preko televizije in manjšo recepcijo ter nekaterimi razstavljenimi eksponati bo predstavljena sama zgodba, preden se bo potem nekdo samostojno ali z vodičem odpravil na sam Kaštelir. No, kot rečeno, z Univerzo v Mariboru smo tudi, ki je partner projekta, smo zasnovali tudi botanično plat. Arheobotanika je tudi ena zanimiva plat te zgodbe, in sicer iskanje starih semen. In tukaj so predstavljene nekatera semena iz tistega obdobja, seveda pa ni to iz samega Kaštelirja, ampak iz drugih primerljivih gradišč, ki bojo prav tako na notranji infotočki predstavljeno. Nekaj številk, torej v bistvu gre za dela, kot rečeno, ki se bojo zaključile do 30.6. Obnovilo se bo 12 kvadratnih metrov suhozidov, tlakov, kot že povedano, 30 kvadratnih metrov, postavljen bo večnamenski ploščad oziroma oder 18 kvadratnih metrov, suhozidni amfiteater s 3 vrstami po 8 metrov sedišč, ena kažeta, 2 kopeskovnika, pokalo, fotookvir in urejena bo notranja točka. Celotna vrednost teh ureditev je malo več kot 43.000 evrov. 85% je sofinancirano iz programa Interreg čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška. Prispevek lastni občine Izola je pa nekaj malega več kot 6.500 evrov. Tako da nekaj številk še za konec in toliko z moje strani, vračam besedo nazaj. Hvala, Iztok. Je bilo veliko postorjenega in upam, da bomo s temi iniciativami, ki smo jih začeli v okviru projekta Kaštelir, tudi še nadaljevali in oživljali tudi druge kaštelirje. Rekli smo več kot 500 tovrstnih gradišč kaštelirjev je na območju Primorske, Krafta, Istre in Kvarnera, zelo pozabljenih v ruševinah, v gozdovih, in to, mislim, bogate kulturne dediščine v času, ko so na Bližnjem vzhodu recimo rasla prva mesta, Mezopotamiji, Menilom in Eufratom, že prva pisava. Tudi tu, na našem območju, so bile že skoraj prave civilizacije. Kultura kaštelirjev je že uveljavljena v svetovnem okviru, ta naš del kaštelirjev, Primorske, Istre in Kvarnera. No, da ne bi pa bil predolg, predajam besedo arheologinji, dr. Maši Sakarjec, Slovenskega muzeja v Kopru, ki je tudi pridruženi partner tega projekta. Maša že ves čas budno spremlja našo dejavnost, se vključuje, je zelo aktivna in pa, skratka, to bo se verjetno zaznali tudi iz njene predstavitve. Maša, prosim. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Se zahvaljujem organizatorjem današnje novinarske konference, vsem prisotnim
Moja naloga danes je predvsem, da predstavim interpretacijo liderskega posnetka. Lider je v bistvu geodetska metoda za merjanje razdalje do površja s pomočjo laserskih žarkov in na ta način v bistvu pridobivamo relief oziroma tako imenovani digitalni model reliefa površja, s katerim v bistvu lahko z različnimi orodji pridobimo tudi relief brez vegetacije. In to je zelo priročno, predvsem za arheologe, saj na ta način lahko dejansko brez izkopavanj pridobimo veliko informacij o nekdanji uporabi prostora. Občina Izola je v okviru projekta Kaštelir naredila natančnejši liderski posnetek samega Kaštelirja nad Kortami. Seveda lider obstaja tudi celotne površine Slovenije, je dostopen na internetni strani ministrstva, tako da bom rekla, to si lahko dejansko vsak pogleda, vendar te natančnejše, ki jih potrebujemo dejansko za natančnejšo interpretacijo, pa se potem lahko še posebej izdelajo. No, pri interpretacijo liderskega posnetka je opravil dr. Dimitrij Mlekuž in tukaj bom jaz samo na kratko nekaj povzela njegovih ugotovitev. Skratka, iz samega posnetka lahko vidite, da imamo nekako samo najdišče razdeljeno na dve območji, ta srednjo-zahodni del, ki ga nekako interpretiramo kot Akropolo oziroma glavno mesto, in potem ta vzhodni del, ta podolgovat vzhodni del, ki ga interpretiramo kot spodnje mesto. Vhod v to najdišče, v to prazgodovinsko najdišče je v bistvu bilo zavarovano z dvema prečnima nasipoma, za katere pa iz izkopavanj vemo, da so v bistvu bila na tem mestu postavljeni mogočna obzidja, ki pa so se seveda skozi tisočletja porušila in so danes predstavljena kot take velike kamnite groblje. Interpretacija liderskega posnetka, se pravi, dr. Dimitrij Mlekuž je ugotovil nekako, da v tem osrednjem delu, se pravi v tej Akropoli, to je se pravi v zahodnem delu najdišča, imamo veliko grobelj, kamnitih grobelj, to so, bom rekla, večji kupi kamenja, ki na terenu nekemu obiskovalcu, ki ni poučen, ne predstavljajo neke strukture. Medtem ko v bistvu na podlagi teh posnetkov danes smo ugotovili, da večina teh grobelj, predvsem tiste, ki imajo neko obliko, ki niso okrogle, in večina jih ni okroglih, lahko predstavlja neke vrste strukture, morda celo, se pravi, neke vrste zidanih objektov. Izkopavanja, ki jih je izvedla Univerza na Primorskem, se pravi v 2010 in 2014, so v bistvu pokazala, da so te groblje dejansko strukture. Predvsem izkopavanja leta 2014 so pokazala, da te strukture datirajo nekako v čas zgodnjega rimskega obdobja. Medtem ko obrambni nasipi, se pravi prvi obrambni nasipi, se pravi samo življenje na tem Kaštelirju, da rečemo, da gre v bistvu za utrjeno višinsko naselbino, pa nekako postavljamo čas bronaste dobe, se pravi zgodnje bronaste dobe, to je 2000 pred našim štetjem, v čas železne dobe, govorimo o prvem tisočletju pred našim štetjem, kar nam seveda tudi kažejo ostanki, ki so bili tam takrat izkopani. Kaj se dogaja, zakaj imamo pa toliko, bom rekla, struktur, ki jih datiramo dejansko v zgodnje rimsko obdobje, pa nam dejansko nakazuje tudi najdbe, ki smo jih izkopali leta 2010, in sicer poleg ogromne količine keramike iz obdobij, se pravi bronaste in železne dobe, pa tudi obdobij recimo poznega neolitika in neolitika,
imamo tudi veliko najdb iz obdobja zgodnje romanizacije. Istra, kot veste, se zelo hitro prične romanizirati, dosti bolj kakor ostali del Slovenije, in sicer že nekako v 2. stoletju pred našim štetjem. V tem času v bistvu Istra nekako pride pod nadoblast rimske države, pa vendarle še ni vključena kot 10. regija, kar se zgodi kasneje, se pravi v drugi polovici 1. stoletja pred našim štetjem. Vendar se v ta način rimskega življenja in seveda predvsem, bom rekla, dobrine, ki so bile takrat na razpolago, kot so amfore, ki so v bistvu embalaža, če se tako izrazim, za vino, olje in ostale dobrine, in tudi neka keramika, ki se nekako v tem času pojavi kot neke vrste import oziroma neki luksuzni importi, se začnejo pojavljati tudi na naših prazgodovinskih kaštelirjih. To pomeni, da dejansko na nek način prihaja ta nov način življenja počasi tudi v to prazgodovinsko skupnost, ki v času železne dobe, za katero v času železne dobe pač vemo, da so se tako imenovani histri. Te strukture, bom rekla, grajene iz časa tega zgodnjega Rima, pa nekako ostajajo še v 1. stoletju našega štetja, ko dejansko življenje na kaštelirju zamre, saj takrat v bistvu se posledično, ker je bila seveda Istra vključena prav v italsko državo, dejansko popolnoma spremeni način življenja, saj se v glavnem začne graditi v nižinah mesta, takrat nastane, ne vem, Piran, Izola, Koper, če hočete, se ti zametki začnejo v bistvu ustanavljati in predvsem se način, bom rekla, poselitve podeželja popolnoma spremeni z rimskimi vilami, Tako da to je zdaj na kratko, Se pravi, v kombinaciji z litrskimi posnetki in seveda izkopavanji, z študijem arheološkega gradiva, v bistvu pridemo potem do teh podatkov, ki so v bistvu zanimivi za širšo javnost. Maša, najlepša hvala. Lepo si povedala, na podlagi znanosti, arheologije, vide in drugih humanističnih ved smo prišli do nekih zaključkov, do pogleda v to bogato preteklost, 2000 pred našim štetjem, ki smo jo, kot rečeno, poskušali predstaviti tudi preko slikanice. In kot pravimo tukaj, skozi slikanico vseh več pravice bomo spoznavali kulturo kaštelirjev. Zdaj pa predajam besedo novinarjem oziroma vsem vam, ki ste prisotni za vaše vprašanje. Izvolite, smo na razpolago. Jaz verjamem, da je veliko vprašanj, morda smo bili prekratki. Želeli smo biti krajši, zato da bo na voljo več časa za morebitna vprašanja. Tako da sedaj je prilika. Ja, če pa ni vprašanje... Lahko, Darko, ja, jaz lih toliko, da prebijem led, rada bi se vključila, ampak bom poskušala, če mi bo šlo, da vidim, aha, ok.
Evo, zdaj me vidite, sem v pisarni, malce se mi mudi, ker moram prispevek narediti že do 12. Rada bi povedala, da sem prebrala slikanico, ker sem jo že dobila pred časom, da sem se od njej že pogovarjala s Tino. Upam, da se bom lahko zelo kmalu, bom prosila za podatek, pogovarjala še z ilustratorjem. Tudi z doktorico Sakara sem uspela, pa tudi v Kortah sem bila, skratka, ne, pa seveda Iztok Škerlič mi je tudi že veliko povedal, tako da moram reči, da mogoče sodim med tiste, ki že malček vedo o tem in da seveda vam čestitam vsem skupaj zaradi tega, ker se mi zdi to izjemno pomembno dejanje. Ponavadi sicer novinarji ne dajemo komplimentov, ampak glede na to, da se s kulturo ukvarjam že skoraj 40 let na tem teritoriju in da sem spremljala bolj ali manj takšne in podobne podvige, mislim, da je to zelo, zelo pomembno, kar ste naredili, in ne govorim samo o slikanici, govorim tudi o valorizaciji nekega območja, do katerega človeška noga ne stopi kar tako, ne da bi bila poučena, vodena ali da bi bilo svetovano. In se mi zdi to za Izolo, jaz sem pa Izolanka in seveda navijam za Izolo, se mi zdi to zelo, zelo lepa priložnost. Tako da toliko o tem. Reportažo o Kaštelirju sem pa objavila že včeraj, tako da ki seveda je absolutno glede na časovne omejitve premalo, ampak računam na to, in to bo mogoče moje edino vprašanje, domnevam, da boste do konca junija imeli še kakšno predstavitev, mogoče vseh tehle sodelujočih in pa teh dosežkov, predvsem pa me zelo mika, oziroma sem zelo radovedna, da vidim, kaj bom videla na Kaštelirju, evo, tako. Ker oni dan, ko sem šla gor, je bilo zelo grdo vreme, pa mi ni uspelo priti do konca, ampak seveda verjetno bo takrat za nas poročevalce še bolj zanimivo, no, tako. Za danes pa res hvala lepa. Hvala tudi za čestitke in vse. Ja, torej predvidevamo do samega dokončanja, ko bo tudi dokončano, narediti še eno otvoritev, kamor boste vabljeni in bomo si skupaj pogledali zadevo pod nekim vodstvom. Tako da ja, še sedaj vabljeni na otvoritev same infrastrukture, če rečem tako. Mirjam, vidim, da se je gospa Cerin prijavila morda. Ja, jaz bi nekaj vprašala, kaj se slišimo? Se slišimo? Ja. Se slišimo? Ok, kdo bo upravljal s tem? Se slišimo? Ja, izvoli. Kdo bo upravljal s tem Kaštelirjem? Tako, v okviru projekta je tudi bil narejen upravljalski načrt, ki je bil lani na občinskem svetu tudi sprejet. Na eni izmed naslednjih sej pa načrtujemo tudi podelitev upravljalskih pravic strani občinskega sveta Pokrajinskemu muzeju Koper skozi razmislek in analizo, ki smo jo opravili tudi skozi upravljalski načrt. Smo ugotovili, da je to najbolj primeren akter na tem območju, ki bi lahko nadaljeval to zgodbo. V neki, bomo rekli, naslednji fazi bi pa bilo to idealno, da bi prevzeli verjetno ali prav lokalno, eno izmed lokalnih društev, turističnih v Kortah. Seveda mi pričakujemo tudi navezavo na kulinariko, in verjetno bomo rekli, neka mešana združba turistično-gostinskih delavcev, ki bi znal to vpeti tudi v samo ponudbo gastronomsko, bi bil še bolj idealen, ampak do tistega moramo še priti, tako da v vmesnem času mislimo, da Pokrajinski muzej bo to več kot dostojno opravljal to funkcijo in tudi v dogovoru z njimi oni imajo tudi oblikovan nek itinerarij po samem muzeju, kjer je maskota prav ta kaštelirski gonič, tako da je ravno v tem času tudi COVID-a in vseh ostalih zadev bilo zelo zanimivo, da bi otroci lahko
iz pokrajinskega muzeja, kjer so v notranjosti stavbe prešli potem v istem itinerariju na zunanji del Kaštelirja kot del enotnega didaktičnega, bomo rekli, itinerarija in tukaj zagotovo računamo tudi na sodelovanje podružnične šole v Hortah. Zato smo se tudi odločili za neko didaktično točko, ki bo valorizirala pač tudi prisotnost same šole ob vznožju Kaštelirja. Vam boste tržili dostop? Torej, to je sicer stvar upravljalca, ampak to ni predvideno zaenkrat. Hvala. Prosim. Aljoša se je prijavil, gospod Mislej, prosim. Živjo. Mene zanima, glede na to, da imamo v Izoli že eno arheološko najdbišče v San Simonu, če kaj razmišljate o povezavi med tema dvema. Mislim, to San Simon je skoraj malo pozabljeno, ne? Ja, to v bistvu tukaj načrtujemo in z turističnim združenjem predvidevamo združitev teh itinerarjev in v ta itinerarij bo vključena tudi palača Bezengi, tako da bo v bistvu možnost nekako morsko-gorskega itinerarija v Izoli. Tako da ja, v bistvu govor je in načrtujemo povezavo in tudi tam načrtujejo neko gastronomsko, bomo rekli, ponudbo. Tam je v bistvu zadeva bolj rimljanska, tukaj je pa nekoliko bolj histrska in to je tudi neka zanimiva dopolnitev, kot ste sami ugotovili, in to nekako kliče že samo po sebi, da se vse skupaj poveže. Je namen tudi urediti kaj to v San Simonu? Vem, da ni direktno povezano z Kaštelirjem, ampak če morda veste, mislim. Tam je urejeno pač in je Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem imetnik teh pravic, tako da to bi mogli sicer bolj z njimi, kaj bi lahko tam se še razvilo. Mi vsekako računamo na to, da se povezujemo in se bomo tudi povezali. Ok, hvala. No, nekateri še imate, vidim, vključene mikrofone, če morda imate še kako vprašanje. Če bi še kdo kaj dodal od govorcev, ki prej ni povedal, pa bi mogoče še kaj izpostavili. Če ne pa, to bi lahko zaključimo. Če ni več dodatnih vprašanj, se vam zahvaljujem za pozornost. Kot rečeno, slikanica je prosto dostopna, link v vseh 4 jezikih. Prav tako bo ta predstavitev na YouTube kanalu, tako da se boste lahko ogledali ponovno, če vas bo zanimalo, oziroma da osvežite spomin. Potem vas vabim na naslednje konference, ki bodo verjetno v še tem pol letu, dobrih 4 mesecih do konca izvajanja projekta. Zaključna slovesnost bo v Štanjelu. Veliko stvari žal bo potekalo na tak način, torej digitalno, ne pa v živo, kar smo sicer, ko smo osnovali projekt, želeli čim več v živo, zahteve programa so bile take, ampak seveda smo se morali prilagoditi tem novim danostim, ki pa seveda imajo svoje prednosti in slabosti. Eno prednost je vsekakor ta, da smo se toliko bolj potrudili, da je vse digitalno in da bo še to naslednje časa razpoložljivo. Torej, še enkrat hvala za vašo pozornost, hvala vsem udeležencem, hvala avtorici, založniku, predstaviteljem in vidimo se v naslednjih podobnih priliki. Lep pozdrav, nasvidenje. Nasvidenje. Hvala.
Okay.